Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Korupcija skrbi vse, tudi vladne stranke, pa tebe, Marko? Da. Tudi na seji sveta Slovenske demokratske stranke so govorili predvsem o boju proti korupciji in direktorju pivovarne Laško Bošku Šrotu. Na vprašanje o tem, ali so takrat, ko se je prodajal Mercator, pričakovali, kaj se bo zgodilo, pa je po seji takole odgovoril poslanec SDS Branko Grims. V pravni državi je žal tako, da če so stvari že zastarane, potem ni več mogoče ukrepati proti nikomur in stvari pravzaprav na ta način postarajo legalne. Zato še enkrat opozarjam na to spornost opozicijskega ravnanja, ki blokira novi kazenski zakonik, ki šele v resnici znova močno podaljšuje zastaralne roke. Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ni sprejel predlaganih vprašanj za referendum o pokrajinah. Pa ti, Marko, ki si se nedavno mudil v Švici? Da. Kljub temu bodo poslanci odločali o razpisu referenduma, tako je namreč določil predsednik državnega zbora France Cukjati. Poslanec SDS Jože Tanko je nesprejetje sklepov pripisal tehničnim težavam. Strokovne službe državnega zbora so pač tako kot za vsako sejo ali državnega zbora ali pa delovno, da se pripravlja scenarij. In v tem scenariju se zadeva ni zaključila pri prvem glasovanju oziroma drugem glasovanju, ko se je potem glasovanje prešel na maj. To je v bistvu brezpredmetno glasovanje. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v poročilu za leto 2007 opozorila na kadrovske in prostorske težave. V sobi za bičanje se jim je od neznano, ki je namreč nagrmadila velika škatla s pisarniškim materialom. Generalni direktor Tomaž Smole je ob tem potrdil, da so bili nedavni pobegi iz zaporov posledica človeškega dejavnika, kot so na primer nevarne nožne glivice iz celice številka 57. Če sem bil popolnoma iskren, pa seveda si tudi težko privoščimo zdaj, da bi 5 ljudi zgubili iz naslova disciplinskega postopka, ker je treba vseeno upozoriti, da so to usposobljeni pazniki, mi pa potrebujemo zato, da nekoga pripravimo tega, da je operativni samostojen približno 2 leti. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin se je odzval na očitke ministrice Zofije Mazej Kukovič na račun zavodove domnevne razsipnosti, ker imajo stavbo iz kvalitetnega marmorja. Sem imela facelift, veš? Ja. Nam vsi javni razpisi uspejo prvo in nimamo ponovitev in ne sklepamo nobenih aneksov za gradnje naših stavb in res pogradimo malo boljše materijale, sam ta marmor je tam že 10 let. V Vipavski dolini so obudili star običaj, poimenovan Vista. Komaj polnoletni fantje so opravili zdravniški izpit, bili sprejeti na obvezno služenje vojaškega roka, kasneje pa so z okrašenimi vozovi praznovali po vaseh. Stranski učinek, nimaš kaj. Šel v vojsko? Jaz, če bo trebamo šel, ja. Spet da ne. O kupovanju državne uprave in marginaliziranju intelektualcev, komentar dneva Igor Ž. Žagar. Hvala. Denar vložen v znanost je vedno oplemeniten. Je konec januarja za partijsko glasilo SDS Demokracija povedala ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. In še dodala, zavedanje te vlade je na visoki ravni, kar se tiče znanja, razvoja, raziskav in inovacij. Če pogledamo konkretne številke, vidimo, da so se proračunska sredstva, predvidena za 2008, povečala za 10,2% v primerjavi z letom poprej. Kako imenitno, kaj ne da? In kako zelo dobro nam gre? Nenavadno pri vsem tem je to, da so se kljub temu 10,2% povišanju sredstev za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost bruto plače v univerzitetnem izobraževanju samo v tem zadnjem letu zmanjšali za 2,5%, od leta 2002 pa kar za 26,8%. V raziskovalni dejavnosti v družboslovju in humanistiki, ki je za to vlado nevšečne bodi ga treba, so bruto plače v času tega 10,2% povišanja sredstev za znanost padle za 3,3%, od leta 2002 pa kar za 15,8%. So se po tem času povišale plače v upravi, političnih organizacijah in obrambi v zadnjih 2 letih za več kot 10%.
Očitno je zavedanje te vlade še na mnogo višji ravni glede vlaganja denarja v samo sebe in v strukture, ki jo reproducirajo. To se očitno in hitro oplemeniti še mnogo bolj kot vlaganje v znanost. Gospa ministrica glede aktualnih pogajanj o plačnih razmerjih tudi meni, da sindikati pri primerjavi plač visokošolskih učiteljev z zdravniškimi pretiravajo. Izenačitev s podsekretarji v državni upravi, da bo kar prava. Seveda od gospe, ki z znanstveno-raziskovalnim delom nikoli ni imela nič in si je predministrske izkušnje nabirala v kadrovski službi Mostovne in svetovalni službi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ne moremo pričakovati, da bo poznala specifike akademskega dela, kvantiteto in kvaliteto izobraževanja, ki je za tako delo potrebno, in stroga pravila, ki pogojujejo izvolitve v znanstveno-raziskovalne nazive. Pa to pri aktualnih pogajanjih o plačnih razredih ni niti potrebno, niti pomembno. Kar je iz nastavljenih razmerij med posameznimi panogami in poklici več kot očitno je, da si ta vlada z gospod ministrico vred kupuje državno upravo in marginalizira intelektualce, ki znajo biti kritični in neubogljivi. Ponavadi prav do države in njene uprave. Hvala lepa. Kako zelo imenitno. Ampak meni se ni plača. Takle imamo. Takle imamo. Kar rečejo. Več se mi ni zvišala plača. Pa Ti zasebenca, ne? Pa zakaj moram jaz špico za šport, ki je sploh ni napovedati, pa zakaj moram jaz sploh šport brati, če sem jaz čist športni tip človeka in veš, da jaz sploh ne maram brati športa na vesteh na vesti. 12.435 gledalcev je pozdravilo zmago nogometašev Maribora nad Nafto s 3:1 ob otvoritveni tekmi na prenovljenem mariborskem štadionu, ki so ga po koncu tekme razsuli. Saj to je pa zabava. A imamo špico za zabavo? Da. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Še malo Maribora. Ob dnevu Evrope se je v Mariboru prvič po letu 2004 za en večer, to pa ni kar tako, spet odprl kino Udarnik. Za ponovno odprtje kinodvorane v središču mesta si prizadeva tudi Boštjan Lah, predsednik Društva za razvoj filmske kulture. Da. Da. Naša prioriteta je, da se ta dvorana vzpostavi, če bomo mi zraven ali ne, pa je to drugo vprašanje. Primarno je, da bo kino. Za tiste, ki slučajno niste vedeli, Marko Bratuš, naš omogočar, se je te dni mudil v Švici, kjer je scenarijem za film Ups dosegel svetovno slavo. Gledali ga bodo tudi v Aziji. Pa nadaljujmo. V Kranju so z rolkami in rolerji preskakovali avto, ki so ga na koncu še uničili. To. Glavni organizator Rastur partija je bil Klemen Bučan. V glavnem to, da pač enkrat na let damo iz sebe jezo, ti zdržiš in pa je cel let mir, smo normalni, nobeno noč nočemo, miroljubni, pridni skejterji. Še vreme. Lička rdeča, v srcu pa sreča. Jaz sem debil. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Ne bom pila.